Ura je odbila svoje. Drage udeleženke, dragi udeleženci današnjega foruma, lepo pozdravljeni, dobrodošli na tem dogodku, ki je prvi letošnji forum EPUO. EPUO je kratica, ki zaznamuje Evropski program za učenje odraslih. To je strategija, ki jo v Sloveniji že 11. leto uresničujemo in nam omogoča moralno, predvsem pa denarno podporo za tovrstne dogodke in mnoge druge aktivnosti. Hkrati je današnji dogodek sestavni del, spremljevalni del EPALE konference. Konference skupnosti EPALE, torej na evropski ravni poteka ta 3-dnevna konferenca in v posameznih državah, med drugim tudi v Sloveniji, izvajamo tako imenovane spletne razprave, webinarje in torej v drugem delu, kot ste videli v programu, ta dogodek služi tudi temu namenu, tako da smo v mednarodnem okolju. Na začetku bi želela povedati nekaj tehničnih zadev, kjer sodelujete tudi vi. Dogodek bomo snemali s tem trenutkom, Darjan, začnemo tole snemanje, upamo, da nima nihče nič proti, če pa ja, pa se nam prosim oglasite v klepetalnico ali kam drugam, zato da vas na nek način izločimo. Itak ste prisotni preko ekranskih slik v zvezi s temi, pa imamo ravno tako prošnjo, prosim, izpišite svoja imena in priimke, po možnosti tudi ustanovo, slednje ni obvezno, kajti vse to, kot si lahko predstavljate, potrebujemo za sledenje, za evidenco v tem evropskem projektu. Prosimo tudi, da imate vsaj 5 minut svoje ekranske slike prižgane, torej da se vidi vaš obraz, kajti tudi to je pravzaprav dokumentacija projekta. In to tudi uporabljamo seveda potem za promocijo dogodka v družbenih omrežjih in še kje. Potem, kar ste že opazili, dogodek prevajamo v angleški jezik, pa tudi v slovenski znakovni jezik. To je povezano z prej omenjeno konferenco EPALE skupnosti. In to je pravzaprav vse, kar vam želim ta hip povedati. Morda samo še povabilo, da kakšne komentarje, vprašanja in podobno zapišete v klepetalnico. Morda smo malce pozabili na to možnost, ampak vendarle se mi zdi, da je odlična, zato da se tudi vi počutite del tega dogajanja, ki pač teče virtualno, ima svoje slabosti, ampak tudi velike prednosti. Ena od njih je, da smo danes vsi lahko tukaj. Tako. Program, če si malce pogledamo, preden se potopimo v samo vsebino dogodka, je razdeljen v 2 dela. Prvi del z naslovom Zelene spretnosti za trajnostno življenje sestavljata 2 predstavitvi. Profesor dr. Ana Vovk in pa dr. Johana Robinson sta z nami. In seveda bo sledila tudi razprava, imamo tudi majhna presenečenja, tako imenovane zelene utrinke za vas, če bi vam in nam slučajno zmanjkalo besed, ampak o tem kar malce dvomim. V drugem delu bo povezovanje prevzela kolegica magistra Brigita Kruder iz Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Vodila nas bo skozi 2 primera dobre prakse, Ljudska univerza Postojna in pa UPI Ljudska univerza Žalec se nam bodo predstavili skupaj s partnerji in pa na koncu še spletna razprava EPALE, ki sem jo prej napovedala. Zdaj pa predlagam, da ne izgubljamo časa, temveč gremo takoj na prvo predstavitev, na malce odštekano predavanje, kot je včeraj Ana napovedala. Ana je marsikaj, je profesorica, dvojna doktorica znanosti z področja geografije in varstva okolja, predava na številnih ustanovah, univerzah doma in v tujini, ampak najlepše od vsega je pa to, da natanko vse, kar govori, tudi živi. Tudi počne. In o tem smo se lahko včeraj prepričali, tudi o tem imamo dokaze, te bomo pokazali kasneje, ampak zdaj, Ana, pa ti kar predajam besedo in te vabim, da nam poveš kaj odštekanega. Izvoli. Hvala lepa, Zvonka, bom takoj začela. Najprej en lep pozdrav vsem. Mi je kar v veliko čast, da smem tukaj na tem mestu predstaviti temo, ki morda se zdi na neki pogled samoumevna, torej beseda trajnostni razvoj, ki jo vsi tako uporabljajo.
Moj naslov pa je, kot je Zvonka rekla, trajnostni razvoj ni več dovolj, ampak je zahtevano trajnostno življenje. Namreč, če malenkost bolj natančno pogledamo definicijo trajnostnega razvoja, ki je bila leta 1987 zapisana z strani Brundtlandove komisije in se glasi, da je trajnostni razvoj takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnost prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Torej, če natančno pogledamo, je v tej definiciji kar nekaj napak. In prva taka velika napaka je, da mi že danes ne uspemo z koriščenjem naravnih virov, ki jih več ni dovolj, zadoščati našim potrebam, ker smo to že preveč izkoristili, kaj šele, da bi si upali napovedovati, da bodo tudi prihodnje generacije izkoriščale naravne vire na tak način kot mi. Torej, to absolutno ni mogoče, zato je ta definicija zelo sporna, čeprav jo mnogokdaj definirajo, jo predpostavljajo, jo na neki taki nekritični način ponavljajo celo znanstveniki, v resnici pa ta definicija kliče po ohranjanju razvoja, ki je pravzaprav uničil vse, vodo, prsti, vegetacijo, biodiverziteto, tudi ljudi. In iz tega vidika moramo veliko bolj previdno uporabljati take besedne zveze, ki so na nek način tudi zapeljevanje, jaz temu pravim v meglo, ker ne povedo bistva. In iz tega vidika mi ne smemo uporabljati te besede trajnostni razvoj, ker že v izhodišču samostalnik razvoj pomeni samo več in več. In če pogledate, poudarja ohranjanje gospodarstva. Kje pa je narava, kje pa je človek, kje pa je etika, torej nič, samo proizvodnja, torej samo materialna korist, katere nosilci pa tako že vemo, da so nosilci kapitala, ki so velikokrat tudi politični odločevalci. Zato govorimo o sporni definiciji, ker nekako zapeljuje, da naj bi kar tako živeli, kot živimo, torej brez vsakega omejevanja, in v izhodišče postavlja samo gospodarstvo, torej materialno proizvodnjo. In to je prva velika napaka. Druga napaka je, da ohranja in podpira potrošništvo in koriščenje virov, čeprav mi vemo, da že danes zmanjkuje določenih surovin, da zaradi vojn, ki so tudi iz tega vidika napeljane, vodi Evropo, v tem hipu najbolj Evropo, v neke vrste propad. Torej ne moremo mi izhajati iz tega, da kar živimo tako, kot smo živeli, tudi iz tega vidika ne, ker ta definicija napačno predpostavlja, da bodo prihodnje generacije imele takšne potrebe kot mi in da bodo tako živeli kot mi. Mi lahko že na svojih otrocih ali pa na svojih starših, pa starih starših vidimo, kako zelo se je spremenil način življenja. In zato je ponavljanje tega, da bomo kar vse generacije živeli enako, popolnoma brezsmiselno. Največja napaka... Ana, ja? Oprosti, PowerPoint prosim, če vklopiš. Ja, jaz ga imam. Meni teče. Meni teče, vam ne teče? Tebi teče, nam ne teče. Ne, nažalost. Potem bomo pa tako naredili, pa bomo poskušali tako, kaj pa zdaj vidite? Ja, potem pa tako pustimo. Včasih je celozaslonski prikaz problematičen, potem pa tako pustimo. Ok, dobro, torej, hvala. Ja, hvala. Pri 4. točki sem, torej to, da ni nobenih omejitev, da lahko mi načrtujemo, da bomo v prihodnje živeli tako brez, da bi karkoli potrebno omejiti, že lahko danes vidimo, ko slišimo, da če ne druga, porabo električne energije bomo mogli omejevati, ne? In to v 21. stoletju. Tako da definicija, ki ni predvidela nobenih sprememb,
nobenih odgovornosti, nobenih varčevanj, je sigurno ne moremo podpirati in ponavljati. In predvsem, največja napaka, nihče ni bil odgovoren za nič, nobenih časovnih rokov, torej nobenih predvidevanj, kdaj bi se kaj zgodilo. Vsem je znan ta prekrivajoč krog, torej, da naj bi okoljski, ekonomski in socialni razvoj se prekrili in to križišče naj bi bil trajnostni razvoj. To seveda z lahkoto ugotovimo, da je to nemogoče, zato ker že v izhodišču postavlja delni razvoj po področjih, ker ekonomsko področje ima svojo logiko, enako kot socialno, in okoljsko področje ima tudi čisto svojo logiko. In zato je taki linijski pristop, ki nekako si zamišlja, da bo lahko kar navidezno potem prišlo do križišča, seveda nespreten, lahko rečemo, da je čisti teoretičen in ne odgovarja dejanskim procesom, ki se dogajajo v družbi. Seveda se je dokazalo, da od leta 1987 do danes se nič od tega ni uresničilo, tako kot je bilo predvideno, da se bodo povezala področja. Če natančno pogledamo, ekonomija, kapital še ves čas hodi svojo pot, socialni elementi, torej človek, družba ima svoje zakonitosti in mnogokrat se ne ujamejo potrebe delavcev z pričakovanjem nosilcev kapitala in oboje se tudi ne ujame z zahtevami okolja oziroma narave, zato ker še danes je nekako slišano, da varovanje narave, skrb za okolje, skrb za biodiverziteto pač ne more biti prednostno, ker najprej moramo gospodarstvo vzpostaviti, šele potem mogoče bomo našli denar, da se bo tudi na okolju kaj naredilo. Tako da sigurno so vam te dikcije znane in to kaže na to, da nekako ni prišlo do spojitve delnih razvojev, do neke celote, ampak se celo razmikajo. In tudi ta beseda trajnostni poudarja samo neko časovno, naj traja večno. Zato bi v resnici morali govoriti o trajnostnosti. Torej, trajnostnost pa pomeni, da se obrne navznoter, torej v krožno dimenzijo in ne v horizontalno. Če pogledamo malenkost naprej, leta 2020 je bila zapisana definicija, ki naj bi jo bil Lah tekom svojega življenja razvil, in recimo je napisano, da je ena izmed mnogih primernih definicij trajnosti zagotovo slednja: uravnotežen sonaravni razvoj, ki s tehnološkim napredkom in gospodarskim razvojem ohranja naravo in blaginjo prebivalstva ter je usklajen s strategijo trajnostnega razvoja, ki zagotavlja možnosti za ugodne življenjske razmere tudi zanamcem. Sliši se mogoče dopadljivo, ko beremo, ampak če pogledamo po delih, kar je izpostavljeno, uravnotežen sonaravni razvoj, mi tega danes nimamo. Mi danes nimamo uravnoteženega sonaravnega razvoja, ker smo pred 9 velikimi grožnjami, ki jih bom v nadaljevanju omenila, ki so nam tudi pripeljale podnebne spremembe, ta neurja, poplave, bolezni in nas še veliko čaka. Tako da ni smiselno govoriti, da smo v tem, ker tega nimamo. Tehnološki napredek pa velikokrat precej izkorišča naravo. Poglejmo, na primer, električne avtomobile so neki znak tehnološkega napredka, ampak nemogoče, da bi si to zdaj vsi privoščili, ker v trenutku smo brez električne energije, ker je enostavno ni dovolj. In tudi nimamo možnosti, kar se Slovenije tiče, na neki kratek rok pridobiti toliko dodatne energije. Seveda, če izključimo, da bi naravo izkoristili do konca, pa še to ne bi šlo. In seveda, zopet se omenja samo gospodarski razvoj, kot da ni nobenega drugega razvoja, kot da obstaja samo to, da se bo proizvajalo še več in več in več. In že danes vemo, da imamo tega materialnega obilja, od tekstila, avtomobilov, strojnih inštalacij in tega bistveno preveč. In če doma pogledamo, bi se lahko veliko česa na hitro izognili, zato ker nam dela bolj, bi rekli,
gnečo, kot pa da nam olajšuje življenje. In ta ne bi ohranjal naravo in blaginjo prebivalstva, ampak če smo včeraj poslušali poročila, so povedali, da je v zadnjih 5 letih strašansko narastla revščina, da je ogromno ljudi, sploh otrok, podhranjenih, tudi Slovenija je v zadnjih 2 letih zelo padla v revščino, torej leta 20 je bilo to napisano, zdaj smo leta 22, nič od tega se ne udejanja. In zato je kar zahtevano, da se poskušamo bolj poglobiti, da ne uporabljamo nekih floskul, ki v resnici nimajo nobene vsebine, ampak samo podaljšujejo neko stanje, ki v resnici že danes ni uresničljivo, kaj šele v naslednjih letih ali desetletjih. In namesto trajnostnega razvoja moramo preiti v trajnostnost, to pa zato, ker trajnostnost pomeni pa ta krožni del, ker se mi vedno znova vračamo na to, kar imamo, to ponovno uporabimo, to znova vključimo in ne, da vedno znova porabljamo nove stvari. Torej, razlika od trajnostnega razvoja, ki ima v prispodobi premico navzgor, in pa trajnostnost, ki ima obliko kroga, je ta, da se slednji vrača k ponovni rabi tega, kar imamo in ne negativno vpliva na okolje, naravo, človeka. Je pa res, da te vsebine v izobraževalni sistem skoraj niso vključene, ampak zelo malo. Razlog je pa seveda ta, ker ekonomski razvoj želi potrošnika. In ne želi človeka, ki bi s to trajnostnostjo sobival z biosfero, ki bi inovacije razvijal tako, da bi dejansko podpirale vzdržnost narave, kot so recimo spremembe pri kmetijstvu, ki so nujne, od klasičnega konvencionalnega, ki izredno neugodno vpliva na življenje ljudi, v regenerativno, v permakulturno in kot taki primer, kot sem omenila, niso vse inovacije trajnostne. In da v resnici nekaj ne deluje, so nam tudi kot negativni vzgled cilji trajnostnega razvoja, ki so bili definirani leta 2015, torej 7 let je od zdaj, in ti cilji so predvideli, da bodo do leta 2030 vse države odpravile revščino, da bo naš planet zaščiten in da bodo ljudje uživali mir in blaginjo. Torej, v 7 letih nobenega od teh ciljev, pa do leta 30 manjka še toliko, ne moremo podkrepiti. Revščine je vse več, lakote je vse več, voda je vse bolj onesnažena, podnebne spremembe so tu, neenakost narašča, če pogledamo samo nekatere. In seveda se še vedno pojavljajo, tudi znanstveniki citirajo cilje trajnostnega razvoja, pa ne pogledajo, da se nobeden od teh ciljev ni uresničil. Pogledati ni težko, samo kliknemo na katerikoli od iskalnikov, pa vtipkamo revščina, lakota, imamo številne članke z današnjim datumom, ki poročajo iz sveta, kaj vse se dogaja, da bi nemudoma morali spremeniti način življenja in da so zelo veliki napori potrebni, da bomo sploh lahko vzpostavili neko normalno stanje, kaj šele, da bi vsi živeli v blaginji. Torej, zakaj je do tega prišlo? Čisto zato, ker pravzaprav to, da naj bi imeli neki trajnostni razvoj, nihče ni vzel resno. Ničesar se ni zgodilo v teh zadnjih 30 letih, ki bi kakorkoli vplivalo na spremembe. Kemično onesnaževanje še danes poteka po svetu, uporaba gnojil je enormna, pretirana, poraba sveže vode je vse večja, sprememba rabe zemljišč iz divjih ekosistemov v obdelovalne, v pozidane so vse večje. Samo v Sloveniji 5 hektarov kmetijskih površin pozidamo povprečno na leto, to pomeni na dan, pravzaprav na dan. To pomeni, če bi na leto preračunali, izgubimo 365 kmetij, če bi bila povprečna velikost 5 hektarov, posledično izguba biotske raznovrstnosti, zelo velika, to je velika zanka, ki se premalo upošteva. Onesnaženost ozračja v enih delih sveta enormna,
Tanjšanje ozonske plasti je pripeljalo do vseh teh podnebnih sprememb, ki imajo danes že velike razsežnosti, da o zakisanosti oceanov sploh ne govorimo. In težava je ta, da bi človeštvo moralo vzdržati znotraj teh 9 omejitev, ampak nevtralne analize so pokazale, da smo presegli že 4 od teh 9 in da se lahko bojimo, če bo prišlo do tako enega domino efekta. To pa pomeni, če se bo povezala izguba biodiverzitete z zakisanostjo oceanov in s podnebnimi spremembami ali pa kakršnakoli druga kombinacija, ki nam lahko prinese strašanske posledice, ki se jih danes sploh ne zavedamo. Ko malenko spremljamo situacijo, vidimo, da je naša zemlja bistveno preveč onesnažena z gnojili in ta gnojila razdirajo dušikove in fosforjeve cikle in zato rastline niso več prehranjene. Tudi če se doda še ne vem koliko gnojil, enostavno rastline več ne morejo vsrkavati, ker je porušen ta sistem prehrane rastlin, ker rastline ne rastejo dobro, če imajo preveč gnojil, posledično se vse to spira v podzemno vodo in seveda potem v oceane. In zato je na velikih delih sveta, tudi v Evropi, imamo že puščave in govorimo o mrtvih ekosistemih. In k temu prispeva tudi prehitro segrevanje zemljenega ozračja, zato ker se v ozračje spušča vse preveč ogljikovega dioksida in posledično izumirajo številne vrste in situacija je podobna, kot je bila v času ledene dobe, ko so zaradi nižanja temperatur mnoge vrste za večno izginile, tako sedaj izginjajo zaradi višanja temperatur. In seveda na to ne moremo postati imuni, mi nujno moramo preiti k konkretnim rešitvam in ena takih je, da čim bolj pustimo naravi, da se sama obnavlja, da torej pustimo, ker je možno, divje kotičke, da trave ne pokosimo takoj, kajti več kot imamo biomase, zelenih sistemov, bolj ti lahko vgrajujejo CO2, bolj ga vnašajo v zemljo in na ta način ta ne ostane v ozračju. Zato ne betonirajmo, ne asfaltirajmo, pustimo naravi, da cele cikle razvije, ne odstranjujemo rastlin, pustimo, da razvije cvet, da se lahko opraševalci nahranijo in pustimo tudi divje rastline celotno sezono, da lahko rastejo, da se same semeni vračajo nazaj. Če kot taki primer pogledamo kmetijstvo, na levi strani imamo konvencionalno, ki je na nek način tekmovanje z naravo, posledica je monokulturna posaditev, verjetno koruza na takih njivah in to vse osiromaši prsti, za razliko od regenerativnega pristopa, ker pustimo naravi, da sodeluje, na ta način zemljo varujemo, diverziteto vzpostavimo in celovitost ekosistema. In procesno gledamo, regenerativni način veže CO2, veže vodo. Letos smo lahko videli, kako zelo pomembno je bilo to, za razliko od konvencionalnega, ker se pač nima ne CO2, ni voda kam vezati in vse izgine v ozračje. In posledično je tako, da pri klasičnem kmetijstvu, ker se pač nič ne veže v ozračje, čez nekaj časa zemlja ostane neplodna, zemlja ostane mrtva, za razliko od tam, ker imamo zelene sisteme, se razvije globoko koreninski sistem, ki omogoča držanje vlage, ki omogoča diverziteto in seveda k temu se potem človek samo prilagodi. Profilna slika pokaže, da če izkopljemo profil, vidimo, da je takšna zemlja polna življenja in lahko mi v njo sadimo, kar potrebujemo. Torej, glavna razlika med konvencionalnim in regenerativnim pristopom je v življenju. Ta klasični nima življenja, tudi v Evropi žal, že imamo take mrtve površine, medtem ko ta regenerativni vedno znova omogoča, da se življenje vzpostavi, pa pomembno, zato nas narava ne potrebuje, to naredi sama. In prav zato je potrebno, da oživimo okolje, tukaj ima odločilno vlogo voda, kajti brez vode se procesi ne morejo dogajati,
In če mi dovolimo naravi, da narava vzpostavlja svoje procese, imamo več časa, več lahko v sebe vložimo, več lahko časa preživimo z družino in nam ni potrebno toliko posegati v naravo. In posledica je ta, da tudi potem razvijemo docela nov pogled na pomen narave, ki je v bistvu naša pomoč in ne nekaj, proti čemur se bojujemo. Zdaj po svetu lahko vidimo, da so že številni procesi vzpostavljeni, recimo premične vrtove, te evropske prestolnice uvajajo in na ta način namesto betonsko-asfaltnih površin vzpostavljajo zelene površine, korist je tudi socialna in ekonomska, najemniki iz bližnjih blokov imajo v upravljanju te površine in seveda tudi potem to, kar zraste. Tudi v urbanih območjih se na veliko dela za zadrževanje vode, tako da lahko po mestih vidimo, ni več betonskih korit, ampak so ozelenjene in kjer je možno, se zadrži deževnica, da se ta potem ponovno rabi. Po Evropi in Aziji lahko vidimo obsežne zelene strehe, ki imajo ravno to nalogo, da blažijo podnebne vplive, da onemogočajo te zelo neugodne sunke vetra, ki prihajajo v zadnjih časih res kot iz tropskih območij in na ta način tudi nižajo temperaturo v stavbah in poboljšujejo kvaliteto bivanja. Zdaj, v ta namen sta pripravljena bila s pomočjo Mestne občine Maribor 2 zbornika, Voda in podnebna kriza, kjer so noter zbrane inovacije, na kak način lahko zadržujemo vodo v času podnebne krize, 31 inovacije in pa inovativni predlogi za ponovno rabo vode, vezano na Mestno občino Maribor, ampak so uporabni tudi kjerkoli drugje, ker pa gre za segment, kako lahko vodo ponovno rabimo v mestih, ker mesta so najbolj nekako prizadeta ravno z vsemi temi spremembami. Da pa lahko to živimo, vam bom pokazala še par slik nekega takega načina, trajnostnega načina življenja, ki ga je gospa Zvonka prejle omenila. Tu vam bom pokazala, kjer tudi sama živim. Moj cilj je bil, da postanem živi laboratorij, da samo ne govorim nekaj, kar ni preizkušeno. Na hektaru pa pol je vzpostavljena ekosistemska kmetija in pa center vitalnega življenja. V celoti so uporabljeni obnovljivi viri, gre pa za vprašanje, ali ni možno živeti drugače, kot večina ljudi živi danes. Večina ljudi danes ne živi od zemlje, ne živi s tesnim stikom z zemljo, ampak živijo tudi, če na podeželju, precej odmaknjeno, veliko se oskrbujejo iz trgovin. Vemo pa, da je Slovenija država, ki ima vseeno glede vode še ugodne okoliščine, relief zelo razgiban, nismo primerni za konvencionalno velikopotezno kmetijstvo, ampak bi lahko bili en taki dober model za Evropo in svet, kako lahko živimo drugače v takih okoliščinah. Zdaj, tole moje območje je v občini Poljčane in zdaj malenkost vpogled. Zdaj, ves čas, ves del leta, skoraj 10 mesecev je vse zeleno, zato ker gre za ponovno rabo energije zemlje, shranjevanje vode in toplote v prsti, vsa voda se ponovno zbira in rabi, vse je zasnovano na naravnih kompostih, na teh vertikalnih sistemih. To, kar tu razvijam, tudi delim 12 let do zdaj, tako dolgo sem tu, z lokalno skupnostjo in pa vključena je integracija mladih in starejših, cilj pa je prehranska varnost. To je bilo vzpostavljeno že pred 12 leti, takrat nisem vedela, da bo čez 10 let to izredno pomembno, oziroma 12 let, danes se pa vidi, da je to še tako nujno. Zdaj, vzpostavljen je tudi taki terenski laboratorij za mlade, ker lahko dobivajo neposredne izkušnje, ker gre za mednarodni center, prihajajo iz celega sveta, iz Afrike in Azije. Vprašanje je, kako bi lahko na malih kmetijah, brez traktorjev, brez strojne opreme, brez kemikalij, ker nimajo denarja, razvili sisteme, da bi se lahko sami prehranili. In seveda tu pri meni so ti sistemi na tak način razviti. Absolutno so vključeni mladi, zato da pridobivajo neposredne izkušnje, da se dotaknejo stvari, povonjajo, naredijo določene stvari in da jih na tak način začenjamo pridobivati za življenje z naravo. Tu so tudi številne učne inštalacije, gre pa za območje, ki ni po naravni poti primerno.
Zemlja tukaj je izredno zbita, glinasta, profilni ta prikaz kaže, da konvencionalno kmetijstvo tu ne bi uspelo, ampak je potrebno imeti kar nekaj znanja in poanta je ravno ta, da tudi neugodne naravne razmere povežemo z novimi spoznanji in jih prenesemo v prakso. In na ta način je tu velik poudarek na spoznavanju prsti, na spreminjanju le-teh v rodovitne, ker velikokrat gre tudi žal že za mrtvo tvarino, in vzpostavljeni so tudi objekti, ki koristijo energijo zemlje. Tole je zemljanka, 3 metre globoko pod zemljo in je namenjena shranjevanju pridelkov. Tako da učne vsebine so tudi vezane na to, kako to, kar zraste, predelamo, kako to shranjujemo. In velika težnja je tudi na biodiverziteti, tako da so med zelenimi sistemi povsod tudi nasajeni cvetoči sistemi, zato da omogočajo opraševanje. Vse je opremljeno tudi z shemami, ki so dvojezične, tako da si lahko tudi tujci pogledajo, kako sestavimo gomilaste grede, visoke grede. Tole so visoke grede, ki temeljijo na sestavi plasti. Notranja plast je stari tekstil, ki vodo zadržuje, zato se nikoli te grede ne zalivajo. Tole so pa gomilaste grede, ki prav tako imajo v sredini tako zadrževalno plast, ki omogoča zadrževanje vode in so neodvisne od trenutnih vremenskih razmer. Potem so tako imenovane grede pogače, ker iz travnika pridobimo zelene površine in potem obdelovalne površine brez oranja in pa uporaba peščenih filtrov, ki omogoča čiščenje vode, ki je blatna, da jo lahko potem ponovno uporabimo. Ker gre za gričevnato hribovita območja, so vzpostavljene tudi terase, povsod je tudi edukativna oprema, da se vidi, kako se te terase sestavijo. Vmes, ker je možno, so inštalirane organske grede, ker je uporabljen organski material za podlago skupaj z starim tekstilom in se potem samo nasuje zemlja in se goji, ker se vzpostavljajo povsod zadrževalne plasti za vodo. Dosti kdo misli, da takšne ureditve ne dajo dovolj pridelka, ampak pri pobiranju, pri spremljanju rasti lahko vidimo, da zraste vse enako ali pa celo boljše, od melancan, potem japonskih malin, raznih vrst bučk, potem ohrovda. Sadno drevje nikoli ni škropljeno in polno rodi, prav tako jagodičevje ne dobi nobene podpore, tudi rodi, ker je v naravi, v zemlji dovolj sestavin, ker se uporabljajo komposti. Prav tako so vzdrževane tradicionalne vrste, kot so nešplje, ki so izrinjene, pač ker kapitalsko niso zanimive, so pa iz zdravstvenega vidika zelo zanimive. Velika težnja se daje čudežnim rastlinam, med nje sodi tudi korenina svetlobe, ki črpa svetlobo, gre za vrsto korena in potem to svetlobo, svetlobni eter tudi vsebuje. Ta rastlina je zelo preučena, zato ker neposredno vpliva na možnost večje uporabe možganskega potenciala in zato jo tudi zelo v prehrano mnogi tudi vnašamo. In potem sibirske borovnice, recimo, ki ne zahtevajo nič, pravzaprav jih lahko na travi gojimo. Tako da, če bi pogledali te sisteme, ki jih trajnostnost omogoča, lahko vidimo, da od nas zahteva samo prilagajanje naravi in nobenih drugih stvari, s čimer bi kakorkoli spreminjali naravo. Recimo že ta sistem, ko voda teče po pobočju, samo naredimo travno muldo, torej jarek, in voda bo tekla pod površino naprej in nam bo zalivala. Ali če imamo ravno površino, naredimo take jamice, take žepe, jih zapolnimo s kompostom, ko bo deževalo, se bo na ravnih površinah voda ujela. Recimo taki primer, ko gojimo na ravnih površinah, spodaj je zbita glinasta zemlja, vodo zadržujemo s temi žepi in ni potrebno nobeno zalivanje, ali pa sistemi, ko na robu hriba nastavimo oviro, da voda, ki teče po pobočju navzdol, istočasno zalije rastline, se ustavi in potem hrani še tiste rastline, ki potrebujejo več vode. Od spodaj so torej taki številni pridelovalni sistemi, od zgoraj, ker je to hribovito območje, je pa tudi center vitalnega življenja, ker je cilj, da pokažem, da se da tudi drugače živeti. Jurta kot mongolska hiša, tole je v notranjosti, je šotor, lahko jo postavimo na večino območij,
Ena omejitev, na primer, je na Primorskem zaradi turizma. V Sloveniji sicer jo lahko postavimo na tudi kmetijska zemljišča, ker je dejansko kot šotor, ima pa izolativne plasti takšne, da lahko poleti in pozimi živimo kot v hiši, cenovno pa nepredstavljivo manj, tam do 20.000 z vso opremo, manjša 10.000, tako da recimo si tudi mladi lahko privoščijo bivanje v naravi. Potem so podporni objekti, vse iz lesa, torej vsa ponovna raba, od sušilnice do čajnice, ker gre za povezovanje ljudi, za tvorjenje novega znanja. Glavni cilj pa je, da se bomo mi sami morali med sabo povezati, da bomo mi morali v teh novih okoliščinah začeti živeti, predvsem iz tega vidika, ker je voda trenutno največji omejevalni dejavnik, poleti je ne bo, jeseni je bo preveč, vmes pa požari, viharji, bolezni, torej nam ne ostane druga, kot da si vzpostavimo nov način življenja. Zdaj, te stvari, ki jih vodim, objavljam tudi na tej Facebook strani Ana Vovk in cilj je, da nas bo čim več, da bomo lahko vzpostavili tudi neki taki bolj trajnostni način življenja in ne samo govorili o trajnostnem razvoju. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ana. Veš, ti bom kar iskreno povedala, ko sem videla, da imaš 62 drsnic, sem se kar malce prijela za glavo. Ampak zdaj bi jaz tebe še kar ustavila in bi še, in mislim, da govorim v imenu vseh, bi še poglabljala, pa kako si že to rekla, pa kako že, ker je dejansko drugače, kot smo vajeni početi, vsaj večina od nas, in pomeni kar precejšno revolucijo, osrečujoče. Vse to, kar si nam povedala, pa je to, da ne rabimo veliko delati, pustimo naravi, da opravi svoje in pravzaprav črpajmo energijo za druge reči, za osebni razvoj, za sožitje v skupnosti, ožji, širši in tako naprej. Midve se še ne poznava prav dolgo, ampak teh nekaj dni je bilo dovolj za to, da so ta srečanja oziroma stiki vzbudili eno globoko spoštovanje, še bolj pa včerajšnji dan, polovica dneva preživetega pri tebi, in zdaj bi pokazali samo en košček posnetkov, ki smo jih naredili s pomočjo knjižnice Šmarje pri Jelšah oziroma podjetja Samino. In to je pravzaprav samo taka pokušina za film, ki bo čez kakšen teden na voljo na naših spletnih straneh. Vse udeležence tukajšnje bomo o tem obvestili. Ti boš lahko tole širila kar veliko bolj konkretno, še bolj konkretno, no? In z lepimi slikami in tvojimi besedami, ki vsaka zadane resnično pomen, ki ga želiš nam posredovati. Skratka, vse to bo na voljo vsem nam za ne samo poslušanje in gledanje, ampak za širjanje tega glasu in za udejanjanje tvojih sporočil. Pa poglejmo zdaj še ta filmček. Vem, da se ti mudi, o 15. uri nas moraš zapustiti, bo tudi čas potem še za kakšna vprašanja, pripombe, ampak najprej tale droben film. Smo na območju ekosistemske kmetije, kjer deluje Mednarodni center za samooskrbo Dole. Ob tem načinu dela, ki je prikazan tukaj, postanemo bolj svobodni, bolj sproščeni, manj utrujeni, imamo čas za sebe, za lastno izobraževanje in vse to želimo prenesti na mlade, na različne generacije, ki v tem času vidijo tudi neko priložnost za osebni razvoj, za lastno samooskrbo in tudi za neko boljše življenje. Prvi pridelovalni sistem, ki nam omogoča, da ni potrebno uporabljati fizične sile, to pomeni, da ne obračamo zemlje, nikoli rastlin ne spreminjamo v smislu, da bi jih izkopavali, prav tako ne dodajamo nobenih gnojil, ne zalivamo, so gomilaste grede. Naslednji pridelovalni sistem za gomilami so pa podpobočne grede in take druge tehnike so uporabljene pri kompostnih gredah. Podobni sistem so tudi grede v škatlah. In še en zelo
priročen način pridelave so pa visoke grede. Ti samo pobiraš, pa se trudiš, da pobiraš. In ko nastane prazno, se boste videli, koliko je sadik noter rastlinjakov. Sadiš noter nove rastline, samo to delaš. Sadike si pripravljaš, pa sadiš potem noter, pa pobiraš ven. To je tvoja glavna naloga. Tvoja naloga ni delo z zemljo, ampak delo z rastlinami, kar je bistveno. Jaz imam še občutek, da lahko nekaj naredimo, da lahko neke stvari mogoče tudi damo družbi. In to jaz vidim kot neki taki del poslanstva, ki smo ga dolžni opravljati in da to ni čas izgovor, pa nič, ne? Ampak da to vgradiš v svoj razpoložljiv čas. Tukaj ima Slovenija veliko priložnosti, ker imamo heterogene pokrajine, tudi mi lahko znanje prenašamo navzven, trenutno ga tudi v Azijo in pa v Afriko. Istočasno so pa to nova delovna mesta, temu pravimo zelena delovna mesta, ker lahko vežemo predvsem mlade ljudi, ki z novimi znanji, z novimi izkušnjami lahko obogatijo naš slovenski prostor in nas na tak način naredijo tudi neodvisne, kar se tiče prehrane, bivanja, energetske neodvisnosti, kar je v sedanjem času zelo pomembno. Verjamem, da vas je tale kratek izsek iz precej daljšega izdelka, si upam trditi, navdušil. Mene so navdušili tudi tvoji rdeči nohti, Ana, včeraj, ko si takoj na začetku povedala, zakaj je tako. To se nam ženskam zdi kar pomembno, da smo lepe urejene in zdaj, če hočeš biti na eni strani kmetica ali pa pridelovalka ali pa kakorkoli se že poimenujemo, pa hkrati tudi dama in tako naprej, je to včasih težko. Ampak ti tvoji sistemi omogočajo tudi to, a nam še malo to razložiš, prosim. Ja, vsekakor. Zvonka, hvala za to izhodišče, ki je več malo nenavadno, a ne za neko znanstveno publiko. Ampak gre za to, da so mene navdušile dijakinje. Namreč cilj mi je, da bi čim več mladih živelo neodvisno, da ne bi v mama hotelih ostali do 30. leta, ampak da bi se postavili zase. In potem so mi dijaki rekli, veste kaj, Ana, saj mi bi tudi bile tako kot vi, samo gledajte, kakšne nohte imate, vse uničene, pa tako, nekaj se delam z rokami, brez rokavic. In potem so mi dali idejo, zakaj pa ne bi jaz to malo spremenila in sem to naredila. In zdaj, ko so potem prišle druge, so takoj opazili. Ja, če pa mi ne rabimo imeti grdih rok, tako kot naše mame, potem pa bi mi tudi to delali. Ne? Tako da je nauk iz tega, tudi mi se moramo mladim prilagajati, ne samo mladi nam. In zakaj ne bi neke mostove naredili, neke take čist enostavne stvari, ki so pravzaprav samo del malo spremembe nas, jaz tega nikoli nisem bila navajena, ne? Ampak se mi zdi, da moramo eni drugim roke dati, si pomagati, pa ne vztrajati preveč na svojih izhodiščih, čeprav tu gre za dosti banalno zadevo, a ne, obstajajo še dosti bolj takšne. Ampak ja, in se mi zdi tako v redu, da zdaj, ko mladi prihajajo, mnogi rečejo, da bi kar pri meni ostali, ne. In to tako čutim vseeno kot neko tako meščanje tistega, ko je včasih bilo, če se ne boš učil, boš delal, ne. In je to bilo tako hudo izključujoče. Danes pravzaprav je uči, da boš lahko delal, da boš znal delati, tako da danes bomo mogli neke pregovore tudi spremeniti. Hvala lepa. Zdaj pa še predajam besedo. Pravzaprav v klepetalnici se same pohvalne besede nabirajo, ampak če bi kdo želel še v živo karkoli vprašati, mogoče Ano, dodati, komentirati, jaz ne vidim prav nič na tej mali tablici, tako da če bi kdo želel, naj se kar vklopi, naj kar pove. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije. Večkrat se zalotamo v vprašanju, kaj so zelena delovna mesta. Zdaj ste tudi vi omenila, ampak sem jih bolj videla v povezavi s tem, kar ste predstavila. Mogoče še kakšna drug vaš pogled, katera vsa delovna mesta lahko rečemo, da so zelena.
Ja, hvala, gospa Tanja, za vprašanje. Zelo aktualna tema. Uradno so vsa tista delovna mesta zelena, ki imajo vključeno ponovno rabo, ki ne izkoriščajo naravnih virov, ampak jih varujejo, ki delujejo na ohranjanju človekove integritete, svobode, torej ta socialni vidik, in ki omogočajo dostojanstveno plačilo, torej da lahko ti živiš od dela. To je uradna definicija zelenih delovnih mest, ki pa jih lahko selimo iz podeželja v mesta, tudi so pravzaprav med mestom in podeželjem. Gre pa za pridelovalne, predelovalne, storitvene, svetovalne, izobraževalne. Pravzaprav vsa delovna mesta, ki jih danes poznamo, če bi jih zasnovali na principu, res je, da sem se jaz bolj v ta kmetijski del osredotočila zaradi samooskrbe, ki je pač meni zdaj glavna pot, in tukaj poskušala pokazati te sisteme ponovne rabe, vključevanja javnosti, delitve znanja, vključevanja narave. In če bi v kakršnikoli poklic to vgradili, bi lahko rekli, da je zelen. Pa vzamemo učiteljsko delovno mesto, v bistvu ni zeleno danes, zato ker je v objektu večinoma, ki ne uporablja obnovljive vire, ampak večinoma neobnovljive, potem zato, ker ne omogoča popolne svobode učitelju, ampak je vezan na učni načrt, in ti učni načrti vemo, da dosti kdaj tudi niso najbolj realni, kaj bi mladi v življenju potrebovali in kaj se morajo učiti. In pa tudi zato, ker dosti kdaj ni možno uresničevati ciljev konkretno z realnim okoljem. Gledajo slike rastlin, pa stopili bi ven, pa bi se tistih rastlin dotaknili, a ne. Torej, ko mi spustimo skupaj naše delo v naravno okolje in se vprašamo, kaj ima človek v sebi, nekatere kompetence on mora doseči, da mora znati to pa to, ampak kdo on dejansko je, ker on bo lahko to na neke druge načine dosegel. Takrat lahko mi o zelenih delovnih mestih govorimo, ker beseda zeleno ni rezervirana samo za naravo, ampak zeleno nekako pomeni večno, trajno, to bi bil neki prevod. In po svetu imamo kar nekaj primerov takih zelenih delovnih mest in so precej vezane na dejavnosti, ki so čisto na novo vzpostavljene, ko jih še včasih sploh ni bilo. To so recimo storitve razvoja potencialov nadarjenih, ker nadarjeni otroci so večinokrat v nekih kalupih, se na njih pozablja, se pa dela veliko z podpovprečnimi. In na teh področjih se zdaj spostavljajo, ker je nekako videno, da mi bomo potrebovali v prihodnosti nadarjene ljudi, ki bodo vodili naš planet in ne zgolj, ne vem, politično izvoljene, ker dosti kdaj žal nimajo dovolj znanja. In tu prihaja zdaj do enih velikih sprememb, ki jih pa mogoče današnji sistem ne želi slišati, udejanjiti, in zato mi še tudi nimamo kataloga zelenih delovnih mest, po Evropi pa že vse države imajo. Hvala lepa. Še kdo morda? Imamo čas še za kakšno vprašanje ali komentar? Smo ostali kar brez besed. Tudi tvoji študentje so se nam očitno pridružili in jaz sem jim zahvaljujem. dala kontakte, sem želela, da smo skupaj, ker jaz obožujem delati študenti, to mi je tako zelo, zelo pomembno, ker se zavedam in čutim in vidim, da prihaja do posledic sprememb pozitivnih. Tako da sem navdušena vedno, ko lahko so zraven. Super. Mogoče še jaz oglasim. Jaz z Ano poznava z več kot 10 let, pa sem tudi osebno lahko preživela en noč tam na jurti, pa je bila nekaj posebnega. Super. Johana, res je. Evo, še boš zdaj prišla k meni. Super, odlično. S tem se je že tudi Johana javila. Johana je naša druga govornica, tako da prisrčna hvala, Ana, za to, da si bila z nami. Absolutno še kdaj pridemo, tukaj že snujemo eno zaroto na Andragoškem centru, da bi se kdaj oglasili pri tebi, vsaj taki, ki nam so te teme zelo blizu.
Nekateri že napovedujemo doma revolucijo na vrtu in obdelovalnih površinah, tako da bo pestro. In kot rečeno, glasniki smo in sledilci prestavimo to, kar si nam predstavlja, v dejanja, v spremembe, ki so nujne, na kar si pa tudi opozorila. Hvala lepa in srečno. Tako. Zdaj pa predajam besedo Johani. Johana je naša mlada sodelavka tukaj na Andragoškem centru Slovenije, ampak kot slišimo, je že 10 let na tem področju, oziroma sprva kot študentka, zdaj že tudi kot sodelavka, raziskovalka, znanstvenica, ljubiteljska znanstvenica, tista, ki pri drugih ljudeh, pri nas vseh tukaj, tudi na Andragoškem centru, spodbuja to strast za ljubiteljsko znanost. Je pa sicer po rodu Finka, odlično govori slovensko, ampak kljub temu sva se dogovorili, da bo njen prispevek v angleškem jeziku. Se bojim, da boš kar spolzela, kar oddrdrala, tako da počasi lepo prosim, ampak seveda za prevajanje je poskrbljeno. Tako da, Johana, izvoli. Okay, lep pozdrav. Hello everyone. Can I just first check that you can see my slides? Pozdravljeni. Ali lahko preverim, če vidite moje prosojnice, tudi naslednjo, odlično. Bila sem že predstavljena, sem Johana Robison, prihajam iz Finske, ukvarjam se z okoljsko znanostjo. Delala sem v različnih evropskih državah, Finska, Norveška, Grčija, zdaj v Sloveniji. Delala sem tudi na inštitutu Jožefa Štefana. Danes bom govorila o nekaj, kar je povezano z mojim doktoratom. Želim vam predstaviti eno od metod o tem, kako družba lahko doseže zelene kompetence. Ne bom govorila o samih zelenih kompetencah, ampak bom šla en korak nazaj in sicer kako motivirati ljudi za to, da se zainteresirajo za ta vprašanja. Profesor na Finskem je rekel, da je kako spoznati, da je treba nekaj narediti. To je treba najprej spoznati samemu sebi, da si ti tisti, ki lahko nekaj narediš. In kdo nam lahko pri tem pomaga, ki zagotavlja to inspiracijo ljudem, da dobijo ljudje občutek, da lahko nekaj naredijo v znanosti. In ta občanska znanost ali državljanska znanost je ta, ki omogoča, da te recimo povabijo raziskovalci ali da to poteka od spodaj navzgor, da pobuda pride od spodaj, torej da se to zaključi v neki znanosti. Torej obstajajo več ravni te znanosti in različne ravni udeležbe prav tako obstajajo, torej lahko so ljudje tisti, ki prispevajo v znanosti, ki zbirajo podatke, ki analizirajo stvari ali ki opredeljujejo problem, torej lahko so raziskovalci, lahko širijo te rezultate znanstvenega dela. Kaj je tako dobrega pri tej vrsti znanosti? Gre za to, da imajo vsi korist od tega, kajti ni veliko znanstvenikov
In prav tako obstaja veliko velikih podatkov, big data, in te je treba zbirati in razlagati. Prav tako imajo lokalno znanje, vedo, kaj se dogaja v ozadju. Ljudje, ki sodelujejo pri tej državljanski znanosti ali občanski znanosti, vedo, kakšno je okolje, v katerem živijo, kako si lahko pomagajo. Gre za nek proces, ki znanost demokratizira, in ljudje, ki so vključeni, na ta način znanosti bolj zaupajo, če so vključeni. Spomnimo se dni, ko smo sedeli v šoli, in ne gre samo za to, da pridobivamo oziroma da poslušamo neke podatke. Treba je tudi sodelovati v projektu in prav tako je treba nekaj analizirati. In občutek je drugačen, ko se zavedaš, da s tem, ko prispevaš, pomagaš sebi, skupnosti in celemu svetu. Zato, kot je povedala Ana Vovk, je treba pridobiti ta občutek, da zares razumeš, kaj počneš in kakšen je tvoj prispevek. In ko so ljudje angažirani, bolje razumejo, imajo širši pogled na to, kar počno, tako na lokalni kot na globalni ravni. Zakaj bi ljudje pravzaprav sploh sodelovali? S tem vprašanjem sem se veliko ukvarjala, ko sem pripravljala svoj doktorat. Prebrala sem tudi veliko literature o tem, o motivaciji ljudi. Če prosiš udeležence oziroma vprašaš udeležence v nekem projektu, zakaj so se odločili za sodelovanje. Recimo, odgovor je lahko, da izboljšamo stanje okolja ali da se nekaj novega naučimo. To je odlično za tiste, ki poučujejo odrasle, da vidimo ta interes, torej da se nekaj novega naučiš. Na globalni ravni je to eden glavnih dejavnikov za to pripravljenost na sodelovanje. Poglejmo si zdaj še tema, ki je bolj, s katero smo bolj povezani, in sicer prvo vprašanje je, kako pogosto preverjamo, kakšna je kakovost zraka tam, kjer živimo. Torej, ali veste, kje preveriti ta podatek, ali vas sploh to zanima? Torej, ali kolikokrat ste preverili kakovost zraka na vašem dvorišču, na vrtu in tako naprej. Nova tehnologija omogoča merjenje kakovosti zraka na individualni ravni. In to je seveda tudi praktično v teoriji, tudi za to državljansko znanost. In v svojem doktoratu sem se osredotočila na te izkušnje uporabnikov. V teoriji pa lahko rečem, da je to dobro orodje za to, da opolnomočimo ljudi, da se jim vzbudi zanimanje za okolje in da pride do te iskrice, do inspiracije, kar na to pravzaprav sledi do neke odločitve.
Sodelovala sem tudi v evropskem projektu in sicer udeležence smo prosili, da na svojih dvoriščih namestijo te naprave in nato seveda preverijo tudi, kakšni so podatki. In zdaj lahko izvemo več o kakovosti zraka, recimo v Ljubljani in drugje. Lahko vidimo in čutimo svoj prispevek v lokalni skupnosti ali na globalni ravni. In na ta način smo spodbudili ljudi, da so pri tem sodelovali. Recimo na Škotskem, prav tako v Sloveniji in drugje, so to izvajali na šolskih dvoriščih. V neki šoli na Škotskem so učenci začeli s kampanjo, da bi starši, ki so pripeljali otroke v šolo, da bi raje uporabili kolesa in na ta način izboljšali kakovost zraka v lokalni skupnosti. Običajno sem na drugi strani enačbe. Seveda poiščem neke prostovoljce, zato da se uporabljajo te naprave. Če pa sem na drugi strani enačbe in tukaj imam manjšo napravo za merjenje kakovosti zraka in s tem pravzaprav vidim, na kak način to uporabljajo prostovoljci, prav tako pa lahko sama vidim, v kakšnem zraku živim. Torej, da lahko to napravo uporabljajo v različnih delih mesta in preverjajo, kakšna je kakovost zraka, kakšna je recimo v gozdu ali na ulici, morda tudi v kuhinji ali v spalnici ali v prostoru, kjer so vrata zaprta. Torej, gre za eksperimentiranje, za komuniciranje tudi kolegom. Pred nekaj dnevi sem napisala manjši članek za naše ACAS novičke o kakovosti zraka v svoji pisarni. Tukaj imam to napravo in upam, da bo to vzbudilo interes in nas in da bomo ugotovili, da lahko eksperimentiramo in tudi nekaj naredimo na tem področju. Kajti, čeprav je v pisarni samo ena oseba, ni nujno, da je zrak vedno dobre kakovosti. Če zdaj preidemo na to, kar počnemo na Andragoškem centru Slovenije v teh dneh, izvajamo zelo zanimiv projekt, ki se imenuje Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Na začetku leta smo povabili ljudi, in sicer 100 ljudi, ki naj bi se vključili v naš majhen projekt. In sicer smo opazovali, kako rastejo sončnice in opazovali smo tudi opraševalce. Gre za zanimiv projekt, torej ima ta vidik znanosti, v kateri so vključeni državljani, prav tako pa ima individualni aspekt in aspekt skupnosti, ko govorimo o individualnem
aspektov. Tu seveda gre za semena sončnic, kako jih posejemo in opazujemo. In ko imaš to odgovornost, da moraš iz semena, moraš narediti vse, da iz semena zraste rastlina, in kako za to skrbiš. Prav tako smo tudi na Facebooku možnost, da so vsi, ki sodelujejo pri tem, opisovali, kako te sončnice rastejo. In že na začetku je potekala razprava v tej skupnosti, lahko smo primerjali, kako njihove sončnice rastejo in tudi, kaj se dogaja na tem področju v Prekmurju, v Ljubljani, torej kako rastejo te sončnice. Če so že začele cveteti, so lahko opazovali opraševalce, jih slikali in zaprosili tudi za kakšno pomoč, ki ni prišla samo od strokovnjakov, ampak tudi iz skupnosti. Če je imel nekdo težavo, da njegova sončnica ni začela rasti in bi še vseeno rad sodeloval v projektu, je skupnost pomagala, torej tisti, ki so imeli veliko sadik, so morda lahko ponudili svoje, torej prišlo je do zamenjave, izmenjave. Drugemu smo si v skupnosti pomagali. Torej ne gre samo za skupnost tistih, ki so sodelovali, kajti ta dejavnost je potekala na delovnih mestih ljudi ali doma in vsi so morali izpolniti tudi prijavnico in ljudje so na vrtu gledali, kako rastline rastejo in se pogovarjali tudi z drugimi o tem, kako opraševalci delujejo, kakšne so bile posledice suše in drugih naravnih pojavov. In če pogledamo to, o čemer smo govorili prej, in sicer o motivaciji ljudi, lahko vidimo, kako je ta majhna skupnost prešla v večjo. Imeli so študijske krožke, kjer niso sodelovali samo kot individualni, ampak kot neka majhna skupnost, organizirana tudi na višji ravni, s strani Antropološkega centra Slovenije. Naučili so se nekaj novega in tu lahko navedem primer nekega biologa, ki je sodeloval pri študiji oziroma biologinje in povedala je, da je njena družina končno spoznala, kaj pravzaprav biologija je, kajti lahko jim je pokazala konkreten primer tega in je tudi njena družina lahko videla, kaj pravzaprav počne v svojem poklicu. Ljudje so se tudi zabavali v okviru tega projekta, vendar ne samo to. Imeli so tudi določene skrbi, recimo, če razmere niso bile vedno optimalne in kje poiskati pomoč. Prav tako je to priložnost za to, da ljudje izrazijo svoje misli, tudi umetniško se lahko izživljajo, recimo s fotografiranjem. Z stališča skupnosti, ko si del projekta,
Ne prispevaš samo zase, ampak za celotno skupnost na več ravneh. Prav tako pa prispevaš tudi k nekem globalnemu znanju o tem, kaj se dogaja, recimo, kakšna je vloga opraševalcev, kakšne so podnebne spremembe in kako to vpliva na ta projekt. Glavno sporočilo je, da poskusite to metodo znanosti, v kateri so udeleženi državljani. Vsakdo ima lahko svojo vlogo pri tem, hkrati pa pripomore k temu, da ljudje razumejo svojo vlogo v družbi in kako lahko prispevamo k spremembam, recimo izboljšanju kakovosti zraka in tako naprej. Če imate kakšno vprašanje o tej znanosti, v kateri sodelujejo državljani, prosim. Hvala lepa, Johana, za to prisrčno predstavitev. Zelo ljubko si nas popeljala od ljubiteljske znanosti, jo na nek način demistificirala, nam povedala, kaj o tem velikem projektu, ki se zdaj odvija na Andragoškem centru, pa ne samo pri nas, to je medsektorski projekt, in nas popeljala v učeče se skupnosti, poudarila njihov pomen. Moram reči, in mislim, da govorim v imenu zaposlenih tukaj na Andragoškem centru, da je s tvojim prihodom in Eme Meden, vse skupaj pa seveda pod veščim strokovnim vodstvom in človeško toplim vodstvom dr. Nevenke Bogataj, da je zavel kar en nov veter in da tudi to pripomore k temu, da se celoten Andragoški center obrača na zeleno. Tako, zdaj pa je čas še za vas, dragi udeleženci tega skupa, da še kakšno vprašanje postavite Johani ali kakšen komentar morda. Komentar je že super, rojevajo se nove ideje. Še kaj? Če ne, nam vsebin ne bo zmanjkalo. Tja do 15:20, kar traja tale. Še 10 minut imamo. Potem pa jih mogoče izkoristimo tako, da pokažemo vse ali pa vsaj 2 sklopa zelenih utrinkov, ki sem jih napovedala na začetku. Zdaj, Johana nam je predstavila ljubiteljsko znanost. Vsak od nas lahko vzame eno tako napravico, seveda moraš vedeti, kaj in kako z njo ravnati, prebrati kakšna navodila morda tudi, in raziskuje in ugotavlja, kje smo, kaj je treba storiti in tako naprej. Ampak načini pridobivanja znanj in spretnosti, ki vodijo v zeleno družbo, kot jo je opredelila prej Ana, so pa seveda različni in na Andragoškem centru in v naših mrežah izvajalcev, nekatere kar poznamo. In prosim za prve 3 posnetke, za 3 različne načine pridobivanja in izmenjave. Če bomo sami pri sebi razjasnili, zakaj je zeleno pomembno, če bomo znali drugim v svoji okolici povedati, kako ravnati, bo to sporočilo šlo tudi v bolj pomembne sfere, se pravi v spremembe v naši družbi. In naši študijski krožki, če jih nekaj omenim, naprimer študijski krožek Sivka, ki se je ukvarjal predvsem z zelenjavami, z ekologijo, ali pa študijski krožek Auguri, ki je želel pripraviti primestni park za fazane, ali pa zadnji študijski krožek Reka in ljudje, ki raziskuje energetsko moč vode. Vsi ti krožki nas ozaveščajo v naših aktivnostih za naprej, kajti tako ljudje kot izobraževalci, kot vlade in nasploh učeči se, moramo danes storiti nekaj za to, da bomo ohranili našo zeleno in trajno naravo. To so največkrat delavnica, zato ker smo nekako spoznali, da s predavanji ne pridemo enostavno do ljudi, ne pridemo do nekih premikov. Takrat, ko pa organiziramo delavnico, na koncu katera je nek produkt, ki je povezan z, ne vem,
manjšo uporabo plastike, ponovno uporabo določenih že uporabljenih predmetov, pa pride do te zavesti, da bi to prakso lahko prenesel tudi vsakdanje življenje in da s tem nekaj dobrega naredimo za okolje. No, tako da v tem tednu po celi Sloveniji potekajo razne aktivnosti, poskušali smo tudi že s predavanji, recimo v zelenih stenah in podobno. Najbolj se je pa obneslo vedno, če smo organizirali medgeneracijske aktivnosti. Se pravi, verjeli ali ne, na področju trajnosti učijo nas odrasli, predvsem otroci, in ta praksa je zdaj že 6. leto res zaživela in jo bomo tudi nadaljevali. Ja, lejte, mi imamo s tem prenosom znanja v ekološko kmetovanje že na področju kmetijstva, Kmetijska gospodarska zbornica, ki je pač zadolžena za izobraževanje kmetov, financirana strani ministrstva, ima premalo ekoloških svetovalcev. Tako da mi kot kmetje se izobražujemo v tujini, po Sloveniji obiskujemo dobre prakse, in se v bistvu s terena marsikaj naučimo. Imamo ogromno literature in vsega, ampak v bistvu je pa ta osebni kontakt, osebni pogovor, delavnice na terenu, to je tisto bistvo, ki nam da nek zagon, da začnemo razmišljati, kaj je za nas dobro. Torej, kot smo slišali, videli, študijski krožki, delavnice, izmenjave osebne in mnoge druge oblike obstajajo, kjer lahko pridobimo zelena znanja, spretnosti, kjer se lahko medsebojno krepimo, spodbujamo in podobno. Kje je torej problem, če sploh kakšen problem je? Prisluhnimo zdaj še 2 posnetkoma, kjer bomo videli, kako nasloviti izziv. Morda samo eden. Problem je, da govorimo. Problem je, da ne storimo. In ko sem govorila z nekim učiteljem biologije, rekel, na naši šoli ogromno postorimo v zvezi s podnebnimi spremembami. Zavedamo se, kaj se dogaja v okolju naše šole. Ampak deležniki in tisti ključne institucije pa ostajajo ob strani. Ne prihaja do tistih sprememb, ki bi jih si želeli. Tako da predvsem to, od besed k dejanjem. Zato, ker podnebne spremembe so res tukaj in zdaj. Opozorila klimatologov so postala resničnost in če želimo ohraniti planet za naše zanamce, otroke, vnuke, je nujno potrebno ukrepati. Tega se je pač potrebno zavedati. In včasih kdo reče, pa kaj lahko storim jaz kot posameznik? Ti lahko kot posameznik storiš največ. Zato, ker nič drug ne more storiti tega, kar lahko ti sam storiš. In tudi en majhen delček je lahko na koncu velika sprememba, ali pa recimo en majhen delček lahko sproži neko reakcijo in se ustvari neka snežna kepa, recimo, če lahko temu rečemo tako, in se ustvari, kako bi rekel, neko širše zavedanje, da so pač spremembe potrebne. Prosim, podprite ekološko kmetijstvo, kajti če boste podpirali ekološko kmetijstvo, če boste kupovali naše pridelke, izdelke, bo se to samo širilo, se razvijalo in bo vedno večje. Tako da bi res prosil vsakega, da razmisli, kaj poje, razmisli, kaj da vase, kajti naše telo je praktično vse, kar imamo, in kako bomo ravnali do sebe, tako bomo tudi mi ravnali navzven do vsega ostalega. Veliko modrih besed je bilo izrečenih, mislim, da so se nas vseh dotaknile. In ja, od besed k dejanjem. Preprosto. En sam izziv, tako se zdi. Seveda pa sestavljen iz mnogih majhnih in večjih. Mi smo zdaj tik pred odmorom, 10 minut si bomo vzeli, mogoče kakšno minutko več, ker smo natančni,
čisto po urniku. Nadaljujemo potem ob 15:30 še z 2 primeroma, kot že napovedano, in potem seveda še spletno razpravo. Medtem pa med odmorom krepko razmislite, o čem bomo razpravljali, kako boste tudi vi prispevali k temu, da bo debata burna. Hvala lepa, se vidimo čez 10 minut.